drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni ponovno iz studia televizije Exodus. Današnjo oddajo smo se odločili posvetiti dvema knjižnima novostma, ki sta prišli na slovenski knjižni trg v poletnih mesecih in menimo, da bi bili zanimivi tudi za vas, drage gledalke in cenjeni gledalci. Skozi ti knjižni novosti se bomo sprehodili s človekoma, ki sta veliko prispevala k njunemu izidu, in sicer z doktorjem Ivom Kržetom, našim že starim znancem, profesorjem filozofije na Škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška v Mariboru, in z gospodom Simonom Malvenvalom, magistrom zgodovine in diplomiranim rusistom, ki je močno prispeval k prevodu pravzaprav obeh knjig. Pa najprej nekaj besed o samih knjigah. Prva med njima je delo kardinala Gerharda Ludvika Müllerja in nosi naslov Upanje družine. Druga pa je knjiga s pomenljivim naslovom Corpus Christi, Kristusovo telo, in izhaja prav tako izpod peresa nemško govorečega avtorja, teologa, škofa Athanaziusa Schneiderja. Tudi če za avtorja doslej še niste slišali nič hudega, gotovo se bo to po teh 45 minutah, ki jih bomo preživeli skupaj, močno spremenilo. Pa najprej, Ivo, kaj novega prinaša Upanje družine v slovenski, navsezadnje tudi v evropski prostor in v prostor vesoljne cerkve? Zakaj je bilo vredno to knjigo izdati tudi v slovenskem jeziku? Torej, knjiga kardinala prefekta Kongregacije za nauk vere kardinala Müllerja. Ta knjiga se umešča v sinodalno problematiko, se pravi v problematiko sinode o družini. Če se spomnimo, lani oktobra je potekala izredna sinoda o družini, zelo odmevna, zelo burna. Letos oktobra bo potekal redni del sinode, ki bo sprejel tudi neke zavezujoče sklepe, oziroma papež bo pač na tej osnovi sprejel neke zavezujoče sklepe, torej v zvezi z družinsko pastoralo. Kot vemo, torej, knjiga se umešča v to problematiko v tem smislu, da predstavlja kardinal Müller recimo neke vrste enega izmed voditeljev, če lahko tako rečem, tistega krila episkopata, ki se ne strinja z tezami nasprotnega krila, ki ga vodi pretežno torej kardinal Walter Kasper, zlasti z neko podporo nemškega episkopata zlasti. Te teze kardinala Kasperja so znane zlasti kot teze o tem, da naj bi cerkev morda dopuščala obhajilo ločenim in ponovno poročenim. Te teze so povezane tudi z določenimi, torej z določeno odprtostjo, mislim, z določeno podporo smeri, ki naj bi tudi homoseksualne zveze nekako naredila bolj sprejemljive v cerkvi. Te teze so seveda zelo problematične iz katoliškega stališča in tem tezam ravno nasprotuje recimo kardinal Müller v tej knjigi. V tej knjigi, ki je v bistvu en daljši intervju, ki ga je imel kardinal Müller z direktorjem znane španske založbe Biblioteca de Autores Cristianos, mislim, da se piše Grandos. Torej, kardinal Müller v tem smislu za slovenski knjižni trg, za slovenske bralce pomeni neko pomembno novost. Zakaj? Ker mi smo do sedaj v knjižni obliki poznali le teze kardinala Kasperja, ki jih je on povzel v knjigi z naslovom Evangelij družine, ki je izšla v slovenskem prevodu lani
lani v pomladnih, mislim, da junija, in ki prinaša predavanje kardinala Kasperja, ki ga je imel na konzistoriju kardinalov, se pravi pred kardinali februarja lani, se pravi 2014, kot pripravo, to je bilo edino predavanje v pripravo na sinodo. In to predavanje je ravno vsebovalo zlasti to sporno tezo o obhajilu ločenim in ponovno poročenim. No, sedaj ima slovenski bralec torej na voljo še, bi rekel, argumentacijo, rekli, nasprotne strani, da si ustvari lahko o sinodalni problematiki, torej celovitejšo sliko. Tako, na kratko, ne? No, tukaj bi lahko dodal, da kljub umeščenosti tega dela v problematiko obeh sinod o družini, se vendarle kardinal Miller posveča vprašanju družine z nekega, lahko bi rekli, celovitega zornega kota, ker ne prinaša neposrednih antitez ali protiargumentov kardinalu Kasperju, ampak s potrjevanjem tega, kar nauk cerkve že pravi, govori o neki realnosti, to je družini v današnjem času, kot sam pravi, nahajajoči se v krizi. In v tem oziru ni pametno na to delo gledati zgolj kot na nasprotovanje kardinalu Kasperju, ampak pravzaprav kot na kratko, jedrnato in širšemu bralstvu razumljivo predstavitev že obstoječega, že potrjenega cerkvenega nauka na temo družine, med drugim tudi na temo obhajila ponovno civilno poročenim ločencem. Pa seveda sam kardinal Miller teh stališč, ki so bila že delno omenjena, kardinala Kasperja, ne izpodbija toliko z določenimi filozofskimi ali teološkimi argumenti, seveda tudi to, ampak ne prvenstveno na tak način, temveč prvenstveno jih izpodbija z prepričanjem o neposrečeni metodologiji, ki v primeru kardinala Kasperja jemlje določene odlomke, določene izjave in določene postavke cerkvenega prava iz patrističnega obdobja, torej iz obdobja pozne antike, selektivno. In za kardinala Millerja, ki je eden najboljših, najbolj cenjenih teologov našega časa v katoliški cerkvi, so teze Kasperja sporne predvsem že na samem začetku, že v metodološkem izhodišču, ki je, kot rečeno, pri njem, kot pravi Miller, selektivno in na nek način nepošteno. No, Simon, pa bi ostali kar pri tebi. Seveda, Corpus Christi je vsebinsko drugačna knjiga kot knjiga kardinala Müllerja. V čem pa ta knjiga pomeni obogatitev za slovenskega, predvsem katoliškega bralca? Ja, ta knjiga Corpus Christi je zagotovo namenjena katoliškemu bralcu. Ni najbolj primerna za tiste, ki se ne čutijo pripadne tej ustanovi. Posveča se temi prejemanja svetega obhajila, in sicer prejemanja svetega obhajila, ki naj bi bilo čim bolj spoštljivo, tako notranje kot zunanje. Vemo, da v našem prostoru, v slovenskem prostoru, pa tudi marsikje v srednji in zahodnji Evropi, se obhajilo običajno prejema stoje in na roko, na dlan. Škof Atanazijus Schneider pa zagovarja stališče, da je najboljši možni način prejemanja svetega obhajila kleče in na usta. Zakaj? Zato, ker naj bi se z zunanjimi znamenji, spomenljivimi zunanjimi znamenji, če hočemo simboliko, pokazalo na določeno teološko realnost, ki je v tem primeru resnična navzočnost Kristusa v evharističnem kruhu, v hostiji.
Vemo tudi, da je praksa prejemanja obhajila kleče in na usta tradicionalna in se kot obvezen način opravlja pri tako imenovanih mašah po izredni obliki rimskega obreda. Vendar škof Schneider trdi, ta način prejemanja ni samo lasten tradicionalnemu obredu po izredni obliki, ampak je lasten tudi novemu obredu, novemu mašnemu obredu ali, če smo še bolj nazorni, pokoncilskemu obredu, ki tak način, kot on dokazuje, preko navajanja različnih cerkvenih dokumentov iz zadnjih 40 let, kot najbolj priporočljiv način. Seveda, obhajilo stoje in na dlan je dovoljeno. Pravno ni sporno, vendar glede priporočenosti, glede neke optimalnosti, pa naj bi v cerkvi, v rimskem delu katoliške cerkve, ostajalo tudi v novem obredu prejemanje kleče in na usta. Tako, za začetek. Ja, bi lahko jaz takoj že postavil morda na povezavo med obema knjigama. Ne? Ker ena glavnih tez kardinala Müllerja je, kardinal Müller, podobno kot kardinal Kasper, začenja svoje razmišljanje problemsko, torej izhajajoč iz problema. Ne? Problem družinske pastorale, zlasti zakonske pastorale, ker moramo vedeti, da čeprav govorimo tle o sinodiju, o družini, pa o upanju družine, ne, da dejansko in tema sinode in tema razmišljanj kardinala Kaspera, kardinala Müllerja je pretežno zakonska problematika. Ne. Se pravi, do otrok v teh razmišljanjih žal še niti ne pridemo, ne, kar je po svoje neka pomanjkljivost, mogoče se k temu še vrnemo. Ampak se pravi, ena od srednjih tez kardinala Müller, kot rečeno, kardinal Müller izhaja torej iz problema, ki ga vidi tudi kardinal Kasper, ki je v tem, da zakonsko življenje po svetu, tudi med katoličani, propada, da je vedno več ločitev, oziroma da je vedno več tudi preprosto ljudi, ki se niti ne poročijo, pa skupaj živijo, pa imajo otroke in tako naprej, ne, tako imenovanih koruznikov. Zdaj, kaj narediti, ne? Se pravi, tu se pa začne ta Kasper pa Müller razhajati, ne? Teza kardinala Kaspera je preprosto, da je treba na nek način standarde, recimo, ne, približati stanju, torej znižati standarde, preprosto, ne, da se lahko dovoli, na primer, obhajilo ločenim ponovno poročenjem. Teza kardinala Müllerja je, da temu ni tako, ker je to v nasprotju z neposrednimi Jezusovimi besedami iz Evangelija in z celotnim naukom cerkve, ampak da je treba tu torej pristopiti k temu problemu drugače. In v čem je razlika, in te pa pridemo recimo do teme knjige škofa Schneiderja, da je treba tu seveda delati, to večkrat slišimo, ne, na zakonski pastorali, se pravi na pripravi na zakon, ampak Müller tu doda tudi to dolgoročno pripravo na zakon, ne, ki ni v tem teh samih šolah za zakon ali pač, ki so same hvalevredne dejavnosti, ampak mogoče torej niso tisto, o čemer Müller tu izključno govori, ampak neka generalna priprava, se pravi osebe, na to, da je pripravljena vstopiti v zakonsko, ne bi rekli večno praktično zvezo med možem in ženo, ki je prispodoba zveze med Kristusom in cerkvijo. Ne, in teza kardinala Müllerja je, da je to ni mogoče, če človek ne razmišlja nadnaravno. Ne. Kar pa ne samo sodobni človek, ampak tudi sodobni katoličan ni več tako vajen početi, ker seveda se je torej po spremembah, ki so se zgodile v 60. in 70. katoliški cerkvi, po drugem Vatikanskem koncilu, pa ne nujno izhajajoč iz besedil drugega Vatikanskega koncila, ampak iz tega, kar se je potem dogajalo. Se pravi, neki zelo pomembni, ključni nadnaravni elementi nadnaravne usmerjenosti so se umaknili. In tak element je recimo tudi ta, o katerem tukaj Schneider govori. Ne? Se pravi, prejemanje obhajila, kleče in na usta. Tak način prejemanja, ne, te prisili, jaz sam to prakticiram redno, ne, te prisili, ti pomaga, da se zaveš, da je pred tabo Bog.
ne, da ne dobivaš preprosto nekega kosa kruha, ki ga poješ, ne, na kar te lahko navaja, na to misel te pa lahko navaja ta druga ustaljena praksa, se pravi stoje in na roko. Ne, in se pravi, to je en ključen element, tako jaz razumem, neke dolgoročne priprave na neko večno zvezo med moškim in žensko, ki ni možna izven neke večnostne perspektive, neke nadnaravne perspektive, ki pa je recimo v sodobni liturgiji in prevladujoči in pastorali nekako potisnjena v ozadje, ko so bolj v ospredje postavljeni neki sociološki, psihološki elementi, se pravi neke maše kot srečanja med ljudmi, pa da se imamo radi, pa da priješemo skupaj in tako naprej, ne. Kar so vse neke hvalevredne stvari, ampak če nas odvračajo od tistega bistvenega, se pravi od nadnaravnega elementa, so pa lahko izrazito kontraproduktivne. In v tem smislu vidim eno ključno povezavo med obema deloma. Točno, jaz bi se popolnoma strinjal s temi zadnjimi izjavami. Če bi to povzel, bi rekel, da gre enostavno za problematiko sakramentalne zavesti. Za problematiko sakramentalne zavesti na eni strani v okviru sakramenta svetega zakona, na drugi strani pa v okviru sakramenta svete Evharistije, ki je, kot vemo, osrednji sakrament cerkve. In ukolikor ni izkazano dovolj spoštovanja do sakramenta Evharistije kot ključnega vira verskega življenja in združevanja z Bogom, tudi sakrament svetega zakona ne more biti na tak način dobro razumljen in dobro živet, kot bi bil lahko sicer. In če se vrnem nazaj na to, kar sem govoril pred nekaj trenutki, knjiga Schneiderja, škofa Schneiderja, v bistvu izhaja iz dveh stališč, ima dvojno podlago. Najprej je to podlaga trenutne pravne ureditve cerkve, ki kljub drugačni praksi še vedno priporoča obhajanje kleče in na usta. Iz različnih razlogov, v katerih lahko bralec se pouči, ko bo v roko vzel to knjigo in o čemer danes ne moramo v celoti govoriti. Druga postavka ali pa druga podlaga, drugi del podlage tega dela, te knjige pa je, da ravno obhajanje kleče na usta povzroča lažje verjetje v to, da je pred nami dejanski Kristus v evharističnem kruhu. Da dejansko mi pristopamo k samemu Bogu, pri čemer ni pomembna le notranja priprava, torej stanje milosti, ampak tudi zunanja znamenja, zunanji izrazi tega, kar tako rekoč nosimo v srcu. In ta drugi moment se potem povezuje tudi z evharistično vero v odnosu do ostalih ljudi, do drugače vernih ali do nevernih, ko kot zunanji opazovalci dobijo občutek, da se pri svetem obhajilu res dogaja nekaj pomembnega, nekaj, kar ni del vsakdana. Medtem ko prejemanje hostije Jezusa Kristusa na roko in stoje je enako prejemanju kakršnekoli druge hrane v katerihkoli drugih kontekstih vsakdanjega življenja in se v bistvu ne razlikuje od tega častitljivega, slavnega dogajanja, ki ima svoje mesto pri sveti mašni daritvi kot njena dopolnitev in kot konec koncev njen vrhunec. Zdaj, lahko bi nekateri katoličani rekli, ja, pa saj Kristus apostole ni obhajal na tak način, torej se zgodovinsko odmikate od prvotnega stanja, pa saj niti ni pomembno, kako mi njega prejemamo, ker če smo pripravljeni in če dobro mislimo, je že dovolj. Atanazij Schneider se posveti tudi tema dvema ugovoroma, ki sta na videz zelo smiselna, vendar se kasneje izkaže, da nista več tako zelo smiselna, kot bi se nam zdelo.
Prvi ugovor iz zgodovine, se da enostavno ga postaviti pod vprašaj s tem, da se zavedamo, kako mi ne vemo v resnici, kako je Kristus obhajal svoje apostole. Ne vemo, na kakšen način. Zagotovo pa ni obhajal na tak način, kot je to prikazano na slavni Michelangelovi freski o zadnji večeri, ker je to pač postavitev značilna za 16. stoletje, medtem ko semitski narodi in okolje starega Rima v antiki ni poznalo takšne razporeditve pri določenih gostijah. Tako da iz zgodovinskega vidika tukaj nimamo končnih odgovorov. Zdaj, z vidika zgodovinskega razvoja pa lahko enostavno odgovorimo, da cerkev je na podlagi zavedanja o realni prisotnosti Kristusa v telesu in krvi oziroma v vinu in kruhu, sprejela določene geste, ki so toliko bolj izražali to teološko resnico, in se je enostavno stvar tekom zgodovine tako razvila, da je bolje poudarila to, kar se je dejansko vedno verjelo. In v bistvu je iz zgodovinskega vidika bolj primerno to, kar se je kasneje v kontinuiteti s starim vzpostavilo in potrdilo tisto prvotno in ga še ojačalo, okrepilo, kot pa tisto, kar naj bi bilo na samem začetku, ko še niti sami apostoli niso dobro razumeli, kaj se pravzaprav dogaja pri zadnji večeri. In da zadnja večerja kot taka še ni prva sveta maša, ampak je kvečemu napoved žrtve na Kalvariji, žrtve na križu in kasneje čez 2 dneva vstajenja. Torej, tukaj smo pokrili protiargument zgodovinskemu, domnevno zgodovinskemu nasprotovanju te častitljive starodavne prakse prejemanja obhajila klečej na usta. Drugi vidik, druga kritika možna pa je, zakaj sploh potrebujemo zunanja znamenja pobožnosti. Zunanja znamenja pobožnosti enostavno potrebujemo zato, ker imamo pred seboj samega Boga. In kdor ni pripravljen Boga častiti tudi na zunanji način, v bistvu sam pri ni prav dobro prepričan, da veruje v to, v kar misli, da veruje. Namreč, zunanja znamenja so odraz določene notranje realnosti in določenega stanja, za katerega mi mislimo, da je zaželeno ali normativno. Tudi recimo, ko se ljudje poročamo, se lepo oblečemo, ker imamo spoštovanje do ženina, do neveste, do vseh ljudi, ki so tja prišli, konec koncev do samega zakramenta, ki se bo tam podelil ali se je že podelil. In če smo še pri posvetnih zadevah, pri posvetnih dogodkih zmožni določenega visokega spoštovanja, ki ga izražamo tudi navzven, zakaj ga ne bi bili zmožni pri tako vzvišeni realnosti, kot je sveta Evharistija. In tudi sami apostoli so se na tak način obnašali do svojega Gospoda, do Jezusa Kristusa. In to apostoli, ki niso bili povsem navadni ljudje, povsem navadni verniki, ampak izbrani, tako rekoč prvaki škofov, predhodniki današnjih škofov, torej tisti, ki vodijo na zemeljski poti Kristusovo cerkev in celotno njegovo delo. Namreč, ko se je Kristus spremenil na gori, so se 3 apostoli tam navzoči poklonili z glavami do tal. Ko je sveti Peter po Kristusovem vstajenju, to nam Janov v evangeliji lepo poroča in prikazuje, ko je apostol Peter po Kristusovem vstajenju spoznal, da je to on sam, Kristus, se je pred njim poklonil z glavo do tal in je rekel, ti si Gospod, ti si Gospod, jaz te priznavam. In biti pred Gospodom, kakor je bil pred Gospodom sveti Peter takrat pred slabimi 2000 leti po njegovem vstajenju, ni čisto nič manj vredno in po svojem bistvu čisto nič drugače, kot danes, ko smo pred Gospodom
pri svetem obhajilu, ko ga celo zaužijemo. Ne samo, da ga vidimo in eventualno utipljamo, ampak ga uživamo, ga prejmemo vase. In če so apostoli to počeli v nekih kontekstih izven same zadnje večerje, potem ni razloga, zakaj mi tega ne bi počeli danes. Pač seveda obstajajo še drugi argumenti, ki so v tej knjigi omenjeni, in kdor se bo za to zanimal, bo lahko lepo prebral. In še zadnje v tej moji intervenciji, ta knjiga je razumljiva, je namenjena širšemu bralstvu. In je lahko koristna tako za intelektualce, kot za najbolj preproste ljudi, tudi za najstnike, za osnovnošolce. Te stvari se dajo razumeti in te stvari tudi, čeprav tega nismo vajeni, še vedno potekajo v katoliški cerkvi. In kot že rečeno, tudi znotraj novega obreda, ne samo starega. Recimo papež Benedikt XVI, ko je bil še kardinal, ko se je obhajal in ko ni sam pač maševal kot somaševalec pri mašah, se je obhajal klečej na usta. Enako Janez Pavel II, ko je bil že ostarel in ga je recimo kakšen kardinal obhajal, se je enostavno držal te častitljive prakse, ki je pač vedno ostala normativna in najbolj zaživljena v katoliški cerkvi. Enako diakoni pri papežu Frančišku. Diakoni, ko obhajajo okrog prezbiterija, obhajajo tako, da njihovi obhajanci grejo poklekniti in prejmejo to na usta. Tako da stvari niso tako zelo eksotične in tako zelo neracionalne, kot se recimo zdi nekemu povprečnemu slovenskemu verniku, ki pač tega načina ni navajen. Ampak on ni kriv za to, da ni navajen. Krive so neke druge silnice v cerkvi, tako lokalni kot v svetovni, ki se pač v zadnjih 40-50 letih niso več zavedale, da so tudi zunanja znamenja pomembna in prinašajo določeno sporočilo. Ja, hvala lepa za vse te iztočnice. Seveda ta oddaja bi lahko trajala 3 ure in več, če bi odprli vsaj k 2 bi se kasneje rad vrnil. Zdi se mi pa prav, da gledalkam in gledalcem predstavimo vse na kratko tudi oba avtorja, kot sem rekel, zlasti škof Schneider je slovenskemu občinstvu praktično neznan, morda kardinal Müller za odtenek bolj, pa še vedno malo znan. Pa bi mogoče tebe, Ivo, prosil, da na kratko predstaviš, kdo je to kardinal Gerhard Ludwig Müller. Za Schneiderja tudi oba. No, kot rečeno, kardinal Gerhard Ludwig Müller je prefekt Kongregacije za nauk vere, ena je verjetno najpomembnejših kongregacij v Kuriji. Izhaja tako rekoč iz šole emeritiranega papeža Josefa Ratzingerja. On sam ga je tja postavil na to mesto. Ureja se pravi izhajanje zbranih del emeritiranega papeža. Je močno zasiden torej v njegovo teologijo in nasplošno torej v teologijo, ki je, bi rekel, ki ima predvsem pred seboj zvestobo nauku cerkve in Božji besedi in evangeliju. Izhajajoč iz sinodalne problematike, v katero se je on pač močno upel, tudi recimo s to knjigo, pa še z eno drugo knjigo Ostajati v Kristusovi resnici, ki je v bistvu zbornik večjih avtorjev, ki obravnava še bolj tematsko, ker smo slišali, ta knjiga je v bistvu nek širši zajem Müllerjevega pogleda na družinsko pastoralo, Ostajati v Kristusovi resnici, o kateri smo tudi razmišljali, da bi jo prevedli v slovenščino, ampak je nekoliko bolj specialistično, je v bistvu zbornik, ki obravnava ozko samo temo obhajila ločenim in ponovno poročenim. Tam je tudi on kot soavtor. V glavnem, Müller se na več načinov vključuje v to problematiko. Priredil je, mimogrede, mislim, da je bil on glavni organizator, srečanja, predavanja, dogajanje, ki ga lahko spremljate tudi na televiziji Exodus, z naslovom Humanum. Mislim, da je tudi na spletni strani www.
www.humanum.it. Kar nekaj oddaj iz tega dogajanja je bilo na televiziji Exodus, kjer je pač poudarjen na ta komplementarnost med moškim pa žensko in v tem smislu tudi razumevanje zakona, ki iz tega izhaja. Zanimivo je recimo pritisnem tudi izrazito medreligiozno ta medreligiozni pristop k temu vprašanju, ne, dejansko so povabljeni ljudje iz vseh koncev sveta, ki potrjujejo to temeljno resnico, ki je v temelju naravna danost, ne, ni niti religiozna danost, da sta moški in ženska torej narejena drug za drugega, za neko trajno vez, ne pa za neko prekinjeno vez, recimo kot je to ločitev, ali pa za neko istospolno zvezo, ne, o katerem bi bilo tudi fajn kaj spregovoriti. Lahko še par besed mogoče o tem? Če misliš, da ja, seveda. Samo to bi rad rekel, ne, da se mi zdi zelo pomembno gledati na dogajanje na to sinodalno dogajanje v ključu te, bi rekli, homoseksualistične ofenzive, ki se dogaja praktično zdaj po celotnem svetu hkrati. Ne, smo videli recimo maja referendum na Irskem, ki potrdi homoseksualno poroko, zdaj konec junija, 26. junija, odločitev Vrhovnega sodišča v Združenih državah Amerike, ki je to postavil kot človekovo pravico, ne, homoseksualno poroko, pa poskusil v Sloveniji, ne, da bi se to legaliziralo, in še marsikje se dogaja to neko tako gibanje, ki skuša to speljati. Jaz mislim, da sinodalno dogajanje je treba gledati v tem širšem ključu, ne, se pravi, čeprav je sinodalno dogajanje, tudi prispevek Kasperja izhajal iz problematike o obhajilu ločenim in ponovno poročenim, je sam Kasper dejal v nedavnem intervjuju, ali pa kardinal Reinhard Marx, ki je predsednik Nemške škofovske konference, v enem intervjuju tudi sta podala, da je dejansko postaja osrednja tema sinode homoseksualna zveza. Ne, se pravi, da naj bi cerkev po njihovem homoseksualno zvezo na nek način blagoslovila. Je seveda popolnoma skregano, ne, z Svetim pismom in z naukom cerkve, ampak se mi zdi zelo pomembno torej za gledalce, da razume, da skušajo gledati na sinodalno dogajanje tudi kot upeto v ta širši kontekst. Tu bi samo še dodal, da bo še malo govora, ne, torej o družini, bi samo še to dodal, da je sem že prej omenil, ne, ena pomanjkljivost, ki jo sam vidim pri sinodi o družini in pri Millerjevem prizadevanju in vsem tem, kar smo govorili, da on sam recimo na nek način prispeva k temu tej revalorizaciji zakonske zveze, je pomanjkanje razprave o otrokih, ne, se pravi, otroci so dejansko razumevanje porajanja, odprtosti življenju, je en ključen problem sodobnosti, ne. Živimo v globoki demografski krizi, pa ne samo zaradi tega, ne, ampak živimo v globoki demografski krizi, ki kaže svoje težave na različnih ravneh, od ekonomske krize, ki je do neke mere rezultat demografske krize, ne, manj ko je otrok, manj ljudi, manj kupcev, vedno starejši so, vedno manj kupujejo. Ampak tudi gre za samo razumevanje zakona, ne. Mi moramo vedeti, da je v sodobni pastoralni teologiji se zaobrnilo razmerje temeljnih dveh dobrin zakonske zveze, ne. Še nekaj desetletij nazaj je bilo vsem jasno v katoliški cerkvi, da je temeljna glavna dobrina zakonskega življenja porajanje, ne, se pravi odprto življenju, porajanje novega rodu, in blagor zakoncev šele na drugem mestu. Ne. Tudi ta blagor zakoncev, mimogrede, je bil razumljen predvsem v nadnaravnem smislu. Ne, se pravi, da si zakonca pomagate skupaj v nebesa, ne pa toliko, svetost, ne pa toliko, da se recimo imata fajn skupaj. To sledi pol iz tega, ne. V sodobni teologiji pastoracije se je to obrnilo, ne, se pravi, je v ospredje prišel blagor zakoncev, recimo, če gledamo, in porajanje otrok se je postavilo v drugo mesto. Pomislimo samo na vso poudarjanje odgovornega starševstva znotraj nauka cerkve, ne. Ne bom skratka, spomnimo se verjetno tudi neke papeževe izjave, malce neposrečene, o neki živalski vrsti z dolgimi ušesi, ki je to tudi na nek način
potrdila, ne, še iz nekega takega popularnega vidika. No, skratka, pri tem poudarjanju, ki ga zasledimo lahko tudi pri tako imenovani teologiji telesa, ne, ki je tudi sedaj zelo popularna, ne, ki izpostavlja vendarle to prvenstveno, kot prvenstven blagor zakona, to, da se zakonca med sabo nekako dobro počutita. Se izgublja ta odprtost drugemu, ne, ki je v tem primeru zlasti odprtost naju, zakoncev, otroku, ki prihaja iz naju, ne, in ki v tem smislu naju odpira tudi v transcendenco. Ker pogledajte, če imate vi otrok, jaz imam 5 sinov, ne, te to prisili na kolena, da moliš, da ne veš, kak se ti bo otrok rodil, a bo zdrav, ne bo zdrav, a bo žena zraven pred tega umrla, kak boš ti da preživel. Skratka, te odpre preprosto, te postavi na kolena pred Kristusom Gospodom, ne. In če se ta dimenzija porajanja življenju zapostavi, ne, potem avtomatično in je zapostavljena, žal, moram reči, tudi v tej knjigi, v celotnem sinodalnem dogajanju, ki rajši razpravlja o homoseksualnosti, kot pa o teh problemih, recimo, o katerem sem zdaj govoril. Skratka, to se mi zdi ena velika pomanjkljivost v trenutni razpravi o družinski pastorali v cerkvi globalno vzeto. To sem mislil še poudariti, ker se mi zdi zelo pomembno. Ja, hvala. No, torej, rekli smo, kardinal Müller sicer ravno tako ni preveč znan slovenskemu občinstvu, pa vendarle njegova življenjska pot relativno standardna, torej izhaja iz tradicionalno katoliškega okolja Bavarske, bil je, mislim, iz Mainza, torej iz tradicionalno katoliškega okolja na vsak način prehodil običajno pot duhovnika, bogoslovnega profesorja, škofa, kardinala, prefekta. Pri Schneiderju pa ni tako. Njegova življenjska pot, pa tudi sicer okolje, iz katerega izhaja, sta nenavadna. Pravzaprav lahko rečemo, da smo Mariborčani za kraje, ker on deluje šele letos. Prvič resneje slišali, ko je nogometni klub iz Astane, iz Kazahstana, izločil naše prvake iz evropskih tekmovanj. Kakšna je torej pa Schneiderjeva zgodba, da si bodo gledalci predstavljali tudi, kdo je avtor knjige Corpus Christi? Athanasius Anton Schneider se je rodil leta 1961 v Kirgiziji, v eni izmed nekdanjih republik Sovjetske zveze, kot potomec povoljskih Nemcev, torej tistih Nemcev, ki so od sredine 18. stoletja živeli ob reki Volgi, konkretno v njegovem primeru v okolici mesta Astrahan, blizu Kaspijskega jezera. V Kirgizijo je njegove prednike izgnal Stalin, torej komunistična sovjetska oblast v konec 30. let 20. stoletja. Po preživetem otroštvu v Kirgiziji se je družina Schneiderjevih preselila v Kazahstan, v Karagando, to je danes drugo največje mesto v Kazahstanu. Od tod pa so emigrirali tudi sam Athanasius Schneider v Nemčijo, kjer je tudi vstopil v bogoslovje, študiral za duhovnika, bil posvečen za duhovnika, nato pa je odšel v Rim na študij patristike, torej cerkvenih očetov. Mislim, da je doštudiral na inštitutu za staro latinsko književnost na začetku 90. let 20. stoletja. Nato je deloval kot profesor teologije v bogoslovnem semenišču v Karagandi, zatem pa je postal naslovni škof Celerine in pomožni škof Astane, to je glavno mesto, sedaj glavno mesto v Kazahstanu, nekoč je to bila Alma-Ata, kjer že dobrih 5 let deluje kot pomožni škof, kot rečeno, in obenem upravlja funkcijo tajnika Kazahstanske škofovske konference. Athanasius Schneider je precej priljubljen
v krogih katolikov, ki si prizadevajo za promocijo tradicionalnega rimskega obreda oziroma izredne oblike rimskega obreda, namreč mašuje redno oziroma pogosto po obeh oblikah, po redni in po izredni. Je gost številnih okroglih mis in predavanj, zlasti v italijanskem prostoru in v Združenih državah Amerike. Znan je po svojih poljudnih delih, dveh, Dominus est, ali To je Gospod, ki je vsebinski predhodnik te prevedene knjige, in seveda po knjigi Corpus Christi, ki je bila izdana prvotno leta 2013. Obe knjigi pa sta bili izdani pri osrednji vatikanski založbi, pri Libreria Editrice Vaticana, kar že samo po sebi lahko veliko pove. Namreč Athanasius Schneider, ki je izdal tudi to delo prvotno pri tej založbi, je izdal pri založbi, ki je osrednja v katoliškem prostoru. Athanasius Schneider ni, grobo rečeno, nek čudak ali nek posebnež, ki bi ga katoliški svet ne poznal ali ki bi pisal stvari na meji sprejemljivega, ampak piše v osrednjih založbah in je enostavno znan. V Sloveniji sicer ne, kot rečeno, v tujini pa bistveno bolj. To je mogoče jaz izpostavil povezavo še enkrat med obema knjigama, ker škof Schneider je poleg knjig, ki so posvečene prejemanju, torej liturgiji, zlasti pa Evharistiji, prejemanju Evharistije kleče in na jezik, je tudi močno angažiran ravno tudi v tem sinodalnem dogajanju in je skupaj z drugimi avtorji napisal knjižico, tako podobno knjižici kardinala Müllerja, ki pa bolj tematsko osvetljuje iz podobne perspektive kot Müller sinodalno problematiko. Jaz bi izkoristil priliko, da bi naznanil gledalcem, da škofa Schneiderja bomo imeli priliko tudi v živo spoznati. Ja, najverjetneje je temu tako, in sicer novembra. Naj Ivo nadaljuje. Ja, skratka, izgleda, da bo škof Schneider lahko prišel k nam in da bo predstavil knjigo Corpus Christi. Mislim, da bodo srečanja so načrtovana v Dravljah. V Ljubljani. V Ljubljani, kjer bo tudi maševal po izredni obliki. Dvakrat. Morda bomo imeli srečo ga tudi gostiti na TV Exodus za kakšen podoben intervju. Bomo potrudili, da bo temu tako. Sredi novembra, 18. in 19. Tako je načrtovano, tudi je potrjeno strani najvišje cerkvene avtoritete pri nas. In upajmo, da bo stvar lepo izpeljana in da bodo tudi poslušalci, gledalci, udeleženci zadovoljni s tem dogajanjem. Tam bo mimo grede tudi možno priti do knjige, ker sicer gotovo. Knjiga Corpus Christi ni na prodaj in sicer zato lahko kar neposredno povem, nimamo česa zgubiti. So nas vodilne katoliške založbe v Sloveniji preprosto ignorirale. In smo potem bili prisiljeni to knjigo izdati v samo založbi. Bistvo je v tem, da je knjiga izdana in da je dostopna bralcem. Dostopna pa je nekako zasebno, lahko je zastonj. Knjiga ni za komercialno uporabo, načeloma je brezplačna. Zaželeni so seveda določeni prostovoljni prispevki. To knjigo se da dobiti pri tradicionalnih latinskih mašah v župniji Ljubljana Dravlje, v cerkvi Svetega Roka, ali pa po posamičnem naročilu preko spleta na blogu Ad Dominum, kjer je uporabniški vmesnik za različna vprašanja in informacije, in tam enostavno, kogar zanima, lahko pišejo in to knjigo bodo tudi dobili ali po pošti ali pa osebno, kot se pač dogovori. Pa seveda ob srečanju s škofom Schneiderjem pa prav to na voljo. Absolutno. Medtem ko knjiga Upanje družine kardinala Müllerja pa je dostopna v knjigarnah, ker je to izdala Slomškova založba oziroma založbe Ognjišče. Z Ognjiščem, tako.
Ja, veliko zanimivega bi se še dalo povedati. Vsaj 2 izhodišči sem imel namen še izpostaviti iz vajinih prejšnjih posredovanj, vendar se bojim, da smo tokrat čas že porabili. Poleg tega pa je ravno ta napoved obiska enega od avtorjev, torej škofa Schneiderja, verjetno primeren zaključek naše oddaje. Seveda upamo, da bomo kdaj lahko kot predavatelja gostili tudi kardinala Müllerja, najbrž tudi to ni nemogoče. Se bomo pa na televiziji Exodus nedvomno, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, potrudili, da bomo te obiske tudi ustrezno pokrili. Sicer pa vabljeni k branju obeh knjig. Mislim, da smo naredili kar nekaj reklame, predstavili tudi navsezadnje avtorja, odprli številna vprašanja, predvsem je ostalo v spominu Ivovo opozorilo, da nekako po Drugem Vatikanskem koncilu, pa pravzaprav že prej, vedno spremljamo to igro med nižanjem in ohranjanjem standardov, med tem, ali je treba bolj poudarjati vračanje k dojemanju nadnaravnega, ali se je treba bolj približati današnjemu človeku v njegovem načinu življenja. To so gotovo vprašanja, ki Cerkev spremljajo zadnjega pol stoletja in se zdi, da nekako do dokončnega odgovora ne pridemo, posebej seveda ob soočanju z galopirajočo sekularizacijo, predvsem v evropskem in severnoameriškem prostoru. To so vprašanja, o katerih bomo gotovo govorili tudi ob sinodalnem dogajanju. Za danes pa bi se, dragi gledalke in cenjeni gledalci, od vas poslovil in vas povabil v našo družbo ob naslednjih podobnih priložnostih. Hvala lepa tudi obema gostoma, da sta si vzela čas, prišla v to odmaknjeno štajersko prestolnico in nam predstavila ti knjigi. Upajmo, da bomo v podobni zasedbi še kdaj tukaj v našem studiu. Hvala lepa torej in lep pozdrav iz studia televizije Exodus. Pozdrav. Lep pozdrav.